Lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem predavanju, ki ga pripravljamo skupaj z Znanostjo na cesti. Jaz se vnaprej upravičujem, tale mikrofon majčkeno bo verjetno nagajal, ampak upam, da ne bo preveč moteče. Naš današnji gost je nevrolog, dr. Blaž Koritnik, lepo pozdravljeni. Z novinarko Mojco Delač pa nas bosta popeljala v svet nevroznanosti, živčno-mišičnih bolezni in raziskav, ki se odvijajo na tem področju, tako da vama kar predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa, dober večer. Vsem ljubiteljem nevroznanosti in možganov, pa seveda tudi mojemu sogovorniku, pa bi mogoče za ogrevanje kar začela z dvema vprašanjama za vse vas. Če lahko dvignete roko tisti, ki mislite, da ste danes že kaj dobrega naredili za svoje možgane. Kar pogumno. Blaž? Sva, ne? Nisem čist prepričan. Recimo, ne, če razmišljamo, kako je že o spanju. Nisem ful pozno šel spat, ker sem mogel predavanje Zdrava prehrana. Ne vem, če sem pravilno danes jedel, po moje danes ga bolj biksam glede svojih možganov. Ampak nekaj novega se bomo pa vsi skupaj naučili, pa dobro se bomo počutili, to je pa tudi dobro, ne, za naše možgane. Dobro. Pa še eno vprašanje, ko ste recimo danes vstali, si umili zobe, šli na kakšno obveznost v službo, se pogovarjali s kom, se nasmejali, na koga razjezili, kdo je pomislil, da so za vsem tem naši možgani? Nekdo, ki ve in o tem razmišlja vsak dan, tudi pri svojem delu, seveda. Danes se bomo namreč znova naučili in opomnili, da so možgani za marsikatero stvarjo, ki se nam zdi samoumevna, dokler jo imamo. Ko pa se kaj dogaja narobe, potem pa se začnemo hitro zavedati, da smo res vzeli vse preveč zlahka oziroma da nismo razmišljali, kaj se dogaja. Docent dr. Blaž Koritnik je tisti, ki nas bo torej odpeljal v ta svet. Meni dovolite samo še nekaj besed o njem, potem pa mu predam besedo, da nas odpelje torej v nevroznanost in zdravljenje živčno-mišičnih bolezni. Je nevrolog, ki se ukvarja s tem področjem, pa nevrodegenerativnimi boleznimi, tako da s tem zaposluje svoj prefrontalni korteks, če tako temu rečemo, vsakodnevno. Poleg tega je predstojnik Inštituta za klinično nevrofiziologijo, zelo aktiven v Sinapsi, Slovenskemu društvu za nevroznanost, in mimogrede ob tem lahko povem, da se že bliža 3. teden v marcu in teden možganov in pa v njem tudi slovenski dan možganov, po tem smo nekaj posebnega. Sicer pa Blaž, kot mi je povedal, razveseljuje svoj limbični sistem tudi s kakšnim potovanjem, pa omrežja, ki so povezana z ritmom, ker je tudi glasbenik in bobnar, pa še kaj bi lahko našteli, ampak tokrat se bomo seveda ustavili pri še eni ljubezni, to pa so možgani. In lep dober večer še enkrat, ker se najini nevroni pogosto krat družijo takole pred mikrofoni in se že tikajo, sva se dogovorila, da se bova tudi nocoj. Točno tako. Beseda je tvoja, izvoli. Hvala, dober večer. Jaz sem zdaj 3/4 ure skušal dolgočasiti za verjetno najmanj zanimivim področjem nevrologije, to so živčno-mišične bolezni. Vam bom potem na začetku pokazal, kaj mislim s tem. Ampak preden pa začnem, bomo pa vseeno začeli z enim filmčkom, ki ga moram jaz tjale preklopiti. Tehničnih motenj. Ja, ampak se lahko jaz mogoče sam to pokomentiram. V glavnem,
utrina, ki sem dela v enem od laboratorijev, to je zares en belgijski laboratorij, ki se ukvarja z raziskovanjem bolezni ALS. Temu konkretno se reče tako imenovan Mannequin Challenge, to je bilo pred par leti en tak en trend na Facebooku, da so se vsi snemali tako, da so čim bolj primer in da se nekako ujame, super, lepa dela, da se nekako ujame trenutek v mirovanju. Pa poglejmo takole. Ja. Med vsemi temi raziskovalci v laboratoriju sedi gospod, ki ima bolezen motoričnega nevrona, za katerega je njegova vsakdanjost to, da je nepremičen, ne, zato ker so mu odpovedale delovanje vseh mišic. In se mi zdi, je to tak filmček, ki po eni strani ponazarja to težo takšne bolezni, ki je verjetno ena najtežjih bolezni, kar jih poznamo, po drugi strani prizadevanja nevroznanstvenikov, tistih nevroznanstvenikov, ki v laboratorijih nekje v epruvetah preverjajo in ki se zdi na prvi pogled, da niso direktno povezani z delovanjem zdravnikov, ne, z zdravljenjem, pa so v bistvu najpomembnejši za to, da lahko iščemo zdravila za take težke bolezni. Hkrati pa ta element neke družbenega zavedanja, se pravi tega, da morajo tudi tisti, ki so v laboratorijih, povzdigniti glas, tako kot bolniki sami v družbi in povedati, kaj je pomembno, kje so težave, kam je treba usmerjati sredstva, in to se mi zdi tudi ena od temeljnih ključnih nalog in zato v resnici tudi hvala za povabilo, no, da se lahko danes o tem pogovarjamo in hvala tudi Mojci, ki se vedno trudi tudi v tem smislu, da skušamo govoriti o tem. Več možganov sodeluje v tej zgodbi, torej na več nivojih. Ja. In to je približno to, kar bi jaz lahko danes, kar bi rad danes predstavil, se pravi to neko sodelovanje med raziskovalci, med zdravniki, med pacienti in družbo. Se pravi, namesto tistih slik možganov, kako se aktivirajo, bi lahko o nevroznanosti in zdravljenju živčevnih bolezni govorili tudi tako, da bi se pogovarjali o zgodbah bolnikov, tistih, ki se s takšnimi boleznimi soočajo, rodijo, spopadajo, živijo in tudi umrejo. To je angleški pacient za boleznijo motoričnega nevrona, ki je ravno tako popolnoma nepokreten, 15 let nazaj je že umrl, se je pustil fotografirati v poteku svoje bolezni, ki še vedno ostaja neozdravljiva. Zakaj sem rekel, da so živčno-mišične bolezni dolgočasno ali pa mogoče niti ne dolgočasno, ampak komplicirano področje, ki se jih vsak nevrolog na nek način otepa, zato ker je ta seznam približno tako dolg, kaj so vse te bolezni. Ogromno je bolezni, moram reči, da zdaj, ko sem to pripravljal po eni, to je od ene organizacije bolniške, da če po pravici povem par bolezni, sem tudi jaz prvič zdajle srečo prebral na tem seznamu in pojma nimam, kakšne so, zato ker je to lahko 5 bolnikov na celem svetu, ki imajo tako bolezen, se pravi, so tipično prav vse na tem seznamu redke bolezni, kar je še toliko bolj predstavlja velik problem, ker seveda družba redkim boleznom ne bo namenjala toliko denarja, kot bi si zaslužile, če jih primerjamo z nekimi boleznimi, ki so vsakodnevne in pogoste, ne, če imamo visok pritisk ali pa povišen sladkor. Ne. Ne bom šel počas od ene do druge, pa vam razlagal o tem, kakšna kje razgleda, ne. Ampak tako, kot sem si jaz zamislil, bi rad izpostavil 3 bolezni, 3 zgodbe, 3 ljudi, ki imajo takšno bolezen. Zato te 3 bolezni, ker so, lahko rečem, lastovke na tem področju, ta celoten seznam bolezni
ima verjetno 90% teh bolezni je popolnoma neozdravljivih. Se pravi, jo dobiš, jo imaš in jo imaš pač tako kot bolezen gre svojo pot. Ene so lažje, ene so težje, od enih človek umre, od enih človek samo lahko normalno živi, pri enih težko živi, ampak medicina v resnici zna blažiti težave, ne zna pa večina teh bolezni ustaviti, pozdraviti. Te 3 bolezni so pa prve na tem seznamu, pri katerih se je začelo dogajati tudi to, da je ravno zaradi napredka v nevroznanosti so se začele in se pojavljajo možnosti, da lahko vplivamo na nastanek, potek teh bolezni. Se pravi, nocoj bomo spoznali 3 podrobneje od vse te množice. Prej so se pogovarjala, pa mogoče vprašam, pred 4 leti si že sodeloval na Znanosti na cesti in takrat tudi govoril o živčno-mišičnih boleznih in širše o možganih in boleznih in o izzivih za družbo. Se je v 4 letih veliko spremenilo na tem področju? Koliko odgovorov je zdaj že več, če pogledava vso to množico? Ali pa te 3, ki jih boš danes izpostavil? Ja, v resnici, nažalost, še vedno večina bolezni ne znamo zdraviti, ampak pred 4 leti bi na primer pokazal to bolezen, da jo že zdravimo in smo jo že takrat zdravili, teh 2 pa še ne. In verjetno, če bi me takrat vprašala, ali bomo čez 4 leta zdravili te bolezni, bi rekel ne, ali pa ne še. Zelo verjamem, da bomo večino tega seznama znali s časoma zdraviti, ampak a bo to trajalo 3 leta ali 100 let, pa ne vem. Ne. Tako da v teh 4 letih se je zgodilo to, da je recimo terapija za spinalno mišično atrofijo postala pač vsakdanja, dostopna vsakemu za to boleznijo, kar pomeni, da si lahko tudi za prihodnost, da smo lahko zelo optimistični, ker se v resnici v kratkem času lahko tudi dramatične stvari zgodijo. Tole je, zdaj jaz bom poskušal čim manj komplicirati, ampak s tem sem že zakompliciral, ne? Najbrž, če to sliko vidite, se vam že zdi, da kompliciram, pa da skušam biti nejasen. Jaz sem drugačen nevrofiziolog, pa nam rečejo tudi nevrofilozofi, tisti, ki se hočejo malo norca delati, tako da se že vnaprej opravičujem, da bom malo zafilozofiral. To je ena taka, kakor toliko enostavna shema glede prve bolezni, glede tako imenovane Pompejeve bolezni, ki je ena od genetskih bolezni, se pravi nastane, ker je nekaj narobe z genetskim zapisom, ampak na kratko povedano, en encim, ena beljakovina, ki razgrajuje glikogen, ne deluje dobro, zato ker je motna na nivoju, kako je navodilo za to, da se beljakovina zgradi v telesu, in ker ne deluje dobro, se v določenih delih celice, ki jih imenujemo lizosomi, nabira glikogen. Nabira pač ena snov, ki zaradi tega, ker se nabira, preprečuje mišičnim, predvsem v mišicah je veliko glikogena, preprečuje mišicam, da bi normalno delovale, in zaradi tega se mišice s časoma kvarijo. Lahko je to oblika, ki prizadene že otroke, takoj po rojstvu, lahko je zelo huda, tako da zaradi tega, zaradi mišic, prizadetih mišic dihal ne morejo dihati in lahko umrejo. Lahko pa je to bolezen, ki se lahko vleče leta in leta, lahko nastane v odrasli dobi. Skratka, zelo različne oblike te bolezni so to, da je problem kopičenja glikogena je znano že desetletja, pa še več, zato ker se zelo jasno vidi, kadar se pogleda pod mikroskopom te mišične celice. Večji problem je, kako se lotiti tega, da bi to popravili. To bolezen omenjam zato, ker je ena velika zgodba, filmska zgodba o uspehu, lahko rečemo, in po tej zgodbi je bil zares posnet tudi film. Ta 2 gospoda najbrž ste že srečali kdaj v kakšnem filmu. Skratka, leta 2010 je bil posnet film o tem, kako so odkrili in razvili zdravljenje in zdravilo za Pompejevo bolezen. Namreč to je bila spet eno veliko sodelovanje med oče, ki je imel 2 otroka s to boleznijo, pa znanstveniki, ki jih je skušal prepričati, da naj razvijajo različne načine, industrijo, iskanjem sredstev, zbiranjem denarja in podobno. In v nekaj letih je uspelo jim razviti način, da ta encim, ki se zaradi te neke napake v genetskem zapisu v telesu ne tvori, razvije umetno. Se pravi, da se ga razvije v laboratoriju. Prve poskuse so delali, ne vem,
Pri ptičkih so nekako naštimali, da niso imeli tega encima in ptički so, ko so začeli ta umetni encim in dodajati, začeli leteti, prej pa niso mogli. Naprimer. In to so v nekaj letih uspeli pripeljati do človeka, se pravi do kliničnih študij, do preizkušanja pri ljudeh za to boleznijo. To se je dogajalo v sredini 90-ih let, mislim, da leta 2006 so v Ameriki odobrili to zdravljenje. Leta 2012 smo z tem zdravljenjem pričeli tudi v Sloveniji, bolezen je zelo redka. Trenutno sta v Sloveniji 2 oziroma 3 ljudje, ki imajo to bolezen in od katerih trenutno en od njih prejema to terapijo. In to je en najbolj prijaznih gospodov, kar jih poznam, gospod Marko. Mogoče je tudi kje med nami, mogoče, če boste pogledali nazaj, ga boste zagledali, ampak se je skril. Hvala, da ste prišli. Dober večer. Ja, je z nami. Ja. Jaz sem ga prosil, če smem pokazati, zato ker so njegova junaška prsa tukaj na sliki, pa je rekel, da nima večjih težav. No? Tako da, ampak še bolj mi je pa všeč, da je zares med nami. Gospod skratka že 7 let prejema to terapijo in ta encim umetno nadomeščamo na ta način, da vsakič 14 dni preživlja z nami kar nekaj ur in mu v kri steče infuzija z tem zdravilom. To je skratka en od, lahko rečemo, velikih premikov v zdravljenju, da smo začeli neko motnjo, ki je genetska, nadomeščati tako, da na nek drug laboratorijski način ustvarimo to, kar telesu manjka in s tem skušamo stabilizirati bolezen. Druga zgodba je zgodba o bolezni SMA, spinalna mišična atrofija. Najbrž ste o tej bolezni slišali veliko, predvsem v zadnjem mesecu do 2. Verjetno je tudi marsikdo med vami stisnil 5 evrov za SMS s poročilom. Slišali ste, s kakšnimi velikimi stroški so povezane zdravila v zvezi s to boleznijo. Tako da to je zgodba o drugih pacientih, ki ravno tako zbolijo z okvaro oziroma z oslabelostjo mišic, ampak tukaj je pa vzrok drugje. Tukaj je pa vzrok spet genetski, ampak v tem, da zbolijo oziroma ne delujejo živčne celice, tiste živčne celice, ki iz hrbtenjače, se pravi iz naše, tam, ko smo v hrbtenici hrbtenjače, in te celice iz hrbtenjače potekajo do mišic in pošiljajo ukaze, da se mišice krčijo. Vse mišice, tiste, s katerimi hodimo, tiste, s katerimi premikamo roke, tiste, s katerimi govorimo, tiste, s katerimi požiramo in tiste, s katerimi dihamo. Naštevam zato, ker če te skupine mišic ne delajo, se seveda pojavi točno to, kar je njihova funkcija. Se pravi, če ne delajo, človek ne more hoditi, človek ne more premikati rok, ne more požirati, ne more govoriti in ne more dihati. In zato je ta bolezen seveda ena od tistih, ki najbolj prizadanejo človeka in seveda tudi njegovo širšo okolico. Bolezen je ravno tako kot večina teh na tistem seznamu genetskega izvora. Zanimivo je, da je kar vsak 60. prenašalec te bolezni, se pravi, da ima ta genetski zapis, da je najbrž med nami vsaj eden, ki ima tak zapis in da če imata 2 starša otroka, pa ima vsak ta genetski zapis, potem je 1/4 možnosti, da otrok zboli s to boleznijo. To pomeni za Slovenijo približno 1 do 2 nova bolnika vsako leto. To je spet ena komplicirana shema, ki jo bom skušal na zelo enostaven način povedati. Vsi ljudje imamo v svojem genetskem zapisu na 5. kromosomu gen, ki se mu reče SMN1 in SMN2. SMN pomeni Survival Motor Neuron, se pravi gen za preživetje teh motoričnih nevronov, živčnih celic. In pri zdravih ljudeh ta gen proizvaja beljakovino, ki ščiti motorične nevrone, se pravi, ker imamo to beljakovino, naši motorični nevroni normalno delujejo. Pri tistih z boleznijo pa zaradi napake v genetskem zapisu ta beljakovina oziroma ta gen ne deluje, imajo kot neko rešilno bilko gen SMN2, ki proizvaja zelo majhno količino te beljakovine, večinoma premalo, da bi lahko nevroni ostali zdravi.
Ampak po drugi strani dovolj, da človek vseeno preživi, da lahko s časoma, da se lahko razvija, odvisno od tega, koliko imamo te beljakovine, je seveda potem tudi, kako huda je bolezen. Poznamo različne vrste bolezni, ene so zelo hude in zelo grozne v tem smislu, da se začnejo že praktično pred rojstvom, da otroci včasih ne preživijo niti nekaj mesecev, zaradi težav z dihanjem umrejo. Spet druge oblike so pa takšne, ki se lahko začnejo v odrasli dobi, lahko vplivajo sicer na hojo, ampak človek tudi s to boleznijo ohranja hojo, se pa z leti slabša. To bom spustil, ker vidim, da je tako komplicirano, da še jaz ne razumem, kaj sem hotel povedati. Hotel sem povedati to, ne, se dam lahko nazaj, vem, kaj sem hotel povedati. Zdravilo so razvili, ki deluje na to bolezen in to zdravilo je eno prvih zdravil, ki jih lahko imenujemo genska terapija. Prej smo se pogovarjali o tem, da so umetno razvili beljakovino, ne, in jo potem dajo v telo. Tukaj pa gre za to, da dejansko z zdravilom vplivamo na genetski zapis in s tem spreminjanjem genetskega zapisa na nek način izboljšamo razmere v telesu. To, kar sem prej rekel, tista beljakovina SMN2, ki jo je zelo malo in premalo, se je s pomočjo zdravljenja, s pomočjo enega zdravila, ki se veže, nekje je narisano, mogoče tudi ni, se veže v glavnem na nek predel, ki ne deluje dobro, pride do dodatnega proizvajanja te beljakovine SMN2, kar pomeni, da tudi nekdo s to boleznijo začne sam proizvajati večje količine te beljakovine in s tem omogoča, da ščiti svoje te živčne celice z to beljakovino. Se pravi, revolucionaren način zdravljenja, 2 leti dostopen za otroke v Sloveniji, od lanskega leta dostopen za odrasle v Sloveniji in pač tudi po celem svetu in seveda daje veliko upanja za celo tisto skupino, ki ima težave, skupino bolezni, ki nastane zato, ker je nekaj narobe z genskim zapisom, ker lahko očitno z določenimi mehanizmi vplivamo na tiste napake v zapisu. Pa tukaj je pomembno, kdaj se začne ta terapija? Ja, velik problem večine teh bolezni je, da z leti, ko nastanejo in ko potekajo, prihaja do okvar, ki so pogosto nepopravljive. Včasih se mišice z leti toliko okvarjajo, da tudi če popraviš to, kar je bilo narobe, ne moreš več popraviti tistih mišic, tako da je zelo pomembno, da se zdravljenje začne čim prej, kar seveda potegne za sabo eno celo plejado različnih vprašanj in dilem, recimo dilema, a bi bilo smiselno vsakega novorojenčka testirati. Mi imamo presejalne teste že zdaj za različne presnovne bolezni, ne, se pri vsakem novorojenčku testira in set. Tukaj bi šlo za genetsko preiskavo, se pravi, da bi pri vsakem novorojenčku pogledali še genetiko in potem ugotavljali zelo zgodaj, ali ima nagnjenost k tej bolezni, ne. Potem se seveda sprašujemo, a bi zdravili tudi tiste, pri katerih nismo prepričani, če bodo sploh razvili bolezen s časoma, ne, pa bi jih na nek način preventivno zdravili. Tukaj se pogovarjamo tudi o boleznih, kot je recimo demenca, ker lahko podobni principi veljajo, tako da to so še veliko vprašanja za družbo, ne samo za znanstvenike. A si lahko privoščimo zdraviti toliko ljudi, ne. Zdaj se pogovarjamo o redkih boleznih, ampak ko smo enkrat na ta način zdravili ljudi z Alzheimerjevo boleznijo, to ne bo več tako redko, ne. To je pa že epidemija, ne? To ni redka stvar. Zdravljenje je vsaj za zdravnike, ki smo navajeni teh novih zdravil, da imajo vedno mičken nekega dodatnega učinka in se potem z veliko težavo statistično pokaže, da tista črta tistih, ki jemljajo zdravilo, primerjavi s tistimi, ki imajo placebo, se mičken razlikuje in smo veseli, da je bilo statistično značilno, se je v takšnem, v tem primeru pokazalo kot izredno učinkovito zdravilo in je ta razlika, vidite, med tistimi otroci, ki niso dobivali zdravila, ampak dobivali placebo, pa tistimi, ki so dobivali zdravilo, izrazita. Toliko izrazita, da so te študije zares predčasno ustavili, ker so ugotovili, da je učinek tako jasen, da ne bi bilo več etično preizkušati z placebom, ker je tako jasno, da učinkuje. Tako da je bilo to že od vsega začetka zelo jasno, da je ena velika zgodba o uspehu glede teh bolezni in zaradi tega smo seveda tudi z velikim veseljem to zdravilo začeli uporabljati tudi v Sloveniji.
Čeprav ni enostavno, kup težav se ob tem odpira, med drugim cena zdravila. Ne. Zdravilo ni nobena skrivnost, stane približno 200.000 evrov letno na pacienta za doživljenjsko zdravljenje. Ne. In je seveda velika dilema, ali si kot družba smemo privoščiti, ne, ali je, koliko je cena življenja, ne, kljub temu, da bomo rekli, da je življenje neprecenljivo, ampak vseeno, ko se enkrat začneš pogovarjati o stroških in o denarju, pač je treba neko ceno tudi znati postaviti. In zdaj, če se spomnite, ko so za Krisa zbirali denar, se pogovarjamo o ceni $2 milijona, ne, za en odmerek zdravila. Tako da to so velike stvari za celotno družbo, ki pač mora najti odgovor na to, kako se s tem spopadati. Ne. To zdravljenje ima mogoče eno neprijetnost, da ni tableta, ki jo poješ, pa si boljši, ampak da je potrebno zdravilo obrizgati v hrbtenico, v hrbtenični kanal, tako približno izgleda, injekcija, s katero se potem to zdravilo da v kanal, in tukaj vidite sliko našega zadovoljnega tima po prvi uspešni aplikaciji tega zdravila aprila lani. Zdaj je v tem mesecu 19. pacient začel z zdravljenjem in približno do poletja bomo vključili vseh 30 tistih, ki so kandidati za zdravljenje in bojo redno dobivali terapijo. Se pravi, zato lahko res rečeva, da je kar zgodba o uspehu. Ja, je, po drugi strani je pa treba spet biti tudi precej zadržan v tem smislu, da pri otrocih je to velika zgodba o uspehu. Otroci, ki prej ne bi niti glave dvignili, bojo lahko mogoče hodili, vozili kolo in tako naprej. Pri odraslih, ko se je ta motorični razvoj in tudi okvara zaradi teh motenj že nastala, pa ne prinese izboljšanja, ampak prinese stabilizacijo. To pomeni, da pričakujemo od tega zdravila pri odraslem ne to, da bo človek, ki je na vozičku shodil, ampak da bo človek, ki recimo težko hodi, lahko se izognil na dolgi rok v naslednjih 30-40 letih, naprimer uporabi vozička, ker bo lahko ohranjal hojo. Ne. Tako da seveda bi tudi v takšnem primeru želeli najti še druge in boljše načine, ampak zaenkrat je to vseeno nekaj kar velikega. Včasih je aplikacija takšnega zdravila še bolj komplicirana, ker je treba najti tisti hrbtenični kanal in si celo pomagajo z slikanjem. Tukaj se vidi sliko hrbtenice, tukaj je pacient in potem je treba z iglo prav pod takšnim vodenjem računalniškim poiskati prostor med dvema vretencama, da najdeš kanal. To je zdaj nekaj, kar se vedno več uporablja, zato ker so včasih hrbtenice tako spremenjene pri tej bolezni, da ni enostavno najti prave poti. No. To je shema tega, kar nas vse seveda zanima, tega zdravljenja, ki ga je prijel Kris, ki je malo druge vrste zdravljenje. To pa en virus prinese zdravilo do celice. Se pravi, to, kar sem zdaj omenil, so neke molekule, ki jih vbrizgamo in potem se te molekule vežejo na naš genetski zapis oziroma na te neke RNA molekule in tam nekaj časa blokirajo delovanje, potem pa tako kot vsako zdravilo postopno preneha delovati in je zato treba ponavljati zdravljenje in se daje vsake 4 mesece tako zdravilo. To je pa spet en čist nov pristop, ki vstopa šele v uporabo v kliniki, na splošno je takšnih vrst zdravljenja zelo, zelo malo še zaenkrat, ki pa vzame neke vrste predelan virus. Adenovirus je virus, ki drugače povzroča navadni prehlad. Eno podvrsto tega virusa tako predelajo, da ostane bolj kot ne neke vrste ovojnica tega virusa, kot neko lupek tega virusa, katerega potem lahko vgradijo nov normalen gen brez okvare in ta virus lahko vbrizgajo kar v kri in potem se ta virus razmnoži po telesu, vstopa v celice in potem telesne celice, vključno s temi motoričnimi nevroni, dobijo ta normalen DNA zapis in začne pol v telesu ta nova molekula DNA proizvajati tisto beljakovino, ki je prej ni bilo, zato ker je bila genetska okvara. To je seveda
kar se mene tiče, meji na znanstveno fantastiko in najbrž pred par leti se ne bi predstavljali, da bo to tako hitro prišlo sem in seveda prinaša sabo tudi kup enih vprašanj za prihodnost. Ne. Ko je enkrat to v telesu, se tega ne da več odstraniti. Ne vemo v resnici, kaj se dogaja s tem čez 10-20 let, ne? A se to lahko preveč razširja, lahko to preveč proizvaja, lahko določena škoda ukvarja, ampak ne glede na to se zdi, vsaj zaenkrat so te študije pokazale pri majhnih otrocih, tistih starih do 2 let, ima to zelo jasne in zelo dobre učinke in lahko za enim samim odmerkom, ker se to enkrat da in ostane v telesu, lahko potem izboljša bolezen in omogoči to, da se lahko otrok dobro razvija. Je zato ta odmerek tako drag? Ja, na to vprašanje ne znam čisto dobro odgovoriti, oziroma tukaj moramo upoštevati, da je prav gotovo več dejavnikov. Ne. En od dejavnikov je ta, da ni edini, ampak da ta tehnologija je zares zelo draga. Jaz sem se z več ljudmi pogovarjal, ki se ukvarjajo s to tehnologijo in to ni tako, da nekaj narediš v domačem laboratoriju zelo pocen, pa potem daš nalepko gor, pa je pol to drago zdravilo, ampak je zares ta tehnologija izredno draga, ne, in so zares 100.000 evrov potrebni, da lahko takšno zdravilo pripraviš. Potem je v to ceno ukalkulirana vsa zgodovina vseh teh bolezni in vseh teh neuspešnih zdravil, v razvoj katerih so farmacevtske firme desetletja vlagala, ne, z tem namenom, da pač dobijo profit. Ne. Vse je jasno, da farmacevtske firme delajo dobrobit za denar, ne, ker so pač tako organizirane in je treba to jasno upoštevati. Ne. Brez tega, da bo nekdo dobil nazaj, kar je vložil, si ne moramo predstavljati. Ne. Potem je pa seveda to povezano s tem, da je to redka bolezen, ne. In da če bi bilo tukaj na 100.000 uporabnikov tega zdravila, pa bi bilo takšno zdravilo temu primerno bistveno cenejše, ne. Če pa gre za nekaj 10 ljudi, ki to potrebujejo, pa potegne to ceno to za sabo. Ne. Vsekakor pa smo lahko prepričani, da s časoma, ko bo teh zdravil vedno več in vedno več, da bo seveda cena temu primerno manjša in da gre res zdaj za prvo to vrstno zdravilo, ki ima tako astronomsko ceno. Ne. To je točno to, kar sem zdaj omenil. Zdaj smo prišli na področju SMA z razvojem 2 zdravil tako daleč, da so prišla do bolnikov samih. Tisto, kar sem ga prej omenil, pa tole, na podlagi virusnih vektorjev, ampak v ozadju je še cela četa različnih pristopov, različnih zdravil od tablet do matičnih celic in kup enih drugih pristopov, ki se seveda vzporedno razvijajo in ki na nek način tekmujejo, kdo bo prej prišel do te ciljne črte. Ne. S tem se ni ustavil, vsa ta zdravila nadaljuje in jaz sem prepričan, da bo recimo tole, ki je zdaj doseglo ta klinični razvoj, v naslednjih 2 do 3 letih ravno tako prestopilo ciljno črto in je to recimo tableta, ki na podoben način deluje, tako kot ta omenjena zdravila. To so kar kompleksni postopki, ne? Kako od neke ideje razvoja, pa potem, da pride to. To je včasih sploh, če si pacient za takšno boleznijo, ne, potem čas drugače teče, ne, potem ti je seveda vsak dan pomemben. Ampak tule ne moramo mimo tega, da pač tak razvoj traja brez pretiravanja desetletja. Ne. Genetski vzrok te bolezni SMA so odkrili v začetku 90. let in takrat so rekli par let, ne, zdaj smo odkrili napako, par let pa bomo imeli zdravilo in bomo to bolezen izkorenili. 30 let je trajalo, ne, od takrat skoraj, da so prišli res do tega, so pa prišli, pa približno 15 let je trajalo, da se je zares prav to zdravilo razvilo. Se pravi, prve poskuse s tem principom so že pred 15 leti začeli delati. Se pravi, to ni nekaj, kar se je nekdo lani spomnil, mu je uspelo in spravil pogon, ampak je bilo 15 let trdega dela, je bila ta črta dolga. Ne. To je en zapis gospe Andreje, ki ima SMA, ki mi ga je ravno danes dopoldne poslala. Rekel sem, da to zdravljenje ne izboljša stanje, ampak stabilizira stanje, ne, in njeno razmišljanje je, da tudi se ni odločila za to, da bi zdaj postala športnica ali pa da bi ne vem kako si izboljšala, ampak bi želela ohranjati to stanje takšno, kot je danes, lahko hodi,
v službo, vsak dan aktivna je in s tem ji bo pomagala, da bo še vsa ta desetletja, ki so pred njo, lahko to upravljala. Hkrati pa čuti lahkotnost, manj utrujenosti, lažje hodi in je zadovoljna, da je prišla do takšnega zdravljenja. Se pravi, bistveno vpliva na kvaliteto življenja. Ja. Tretja zgodba, to je David, Španec, ampak kopa se v Bohinjskem jezeru. David je star 45 let in ima bolezen motoričnega nevrona, bolezen ALS, drugač doktor okoljskih znanosti, raziskovalec, v Ameriki bil, pred 10 leti so se začele njegove težave za postopno slabelostjo. Danes David uporablja invalidski voziček, uporablja aparat za dihanje preko noči, težko govori, težko se premika, ko je v vodi, pa najde svobodo, ker takrat njegovo telo postane lahko, lažje hodi, plava in počne to, kar bi vsi mi mogli početi, to, kar mu je v življenju všeč, in to je plavanje. In David je v lanskem letu v tej svoji zgodbi obiskal tudi Slovenijo, ker se je odločil, da bo preplaval 7 najlepših jezer evropskih in eno od teh je tudi Bohinjsko jezero in tukaj vidite, da mu je ta njegov projekt uspel in je z velikim veseljem plaval v Bohinjskem jezeru. David ima bolezen, pri kateri pa nismo še tako daleč, nismo še prestopili te ciljne črte. Najtežja bolezen od vseh teh, ki sem jih na tistem prvem spisku naštel in verjetno zaradi tega tudi največji izziv. Ravno tako kot bolezen SMA prizadene te motorične živčne celice. Da ponovimo, motorični nevroni so... Se pravi, vse tiste celice v živčevju, ki pošiljajo komando, da premikamo mišice v lastnem telesu. Lahko so zelo dolgi. Ja, tukaj je malo schematično narisan, ampak rečejo, dolgi so lahko meter pa pol. Posebni so predvsem zaradi tega, ker to telo živčne celice, ki je tovarna, ki oskrbuje vse te odrastke, če je to telo veliko kot ta soba, potem je ta odrastek dolg približno do Londona. V tem razmerju je to in seveda zaradi tega tudi, če gre karkoli narobe na tej poti do Londona, lahko takšna celica propade in to je verjetno en od razlogov, zakaj se lahko pojavi takšna bolezen, pri kateri so okvarjeni samo ti motorični nevroni, ker so nekaj posebnega. To bolezen je opisal en nevrolog že v 19. stoletju. Američani jo poznajo kot Gehrigovo bolezen, zato ker je eden njihovih najboljših igralcev bejzbola zbolel s to boleznijo, mlad in umrl. Seveda vsem nam je pa mogoče najbolj znan Stephen Hawking, človek, ki je s to boleznijo živel 70, več kot 70 let. Nažalost smo mogli 2 leti nazaj dodati letnico smrti na ta diapozitiv, ampak ne glede na to, ob hudi okvari je imel zelo polno življenje, ločil se je od žene, poročil z medicinsko sestro, pisal knjige in raziskoval črne luknje in podobno. Precej več je naredil kot kjerkoli od nas, kljub tej hudi okvari. To je seznam zdravil, ki so jih v zadnjih 15-20 letih testirali, da bi poskušali ugotoviti, najti zdravilo za to bolezen. In ta diapozitiv sem sicer lahko v zadnjih 2 letih malo nadgradil, tako da sem dodal še 2 snovi, ampak v resnici je še vedno edino kolikor toliko učinkovito zdravilo eno samo, ki deluje kot neke vrste, lahko rečemo, antioksidant, nekaj podobnega in ki ima zelo skromen učinek, preživetje podaljša za 3 mesece. To je vse, kar zaenkrat zmoremo glede zdravljenja te bolezni. To je največ, kar je medicina za svojimi sodobnimi zdravili prispevala k upočasnitvi te bolezni in zato ob tistem ogromnem seznamu še vedno predstavlja velik izziv. Tudi tukaj pri bolezni ALS se zdi, to pa zdaj vseeno govorimo malo bolj hipotetično, ker nimamo še rešitve, ampak se zdi, da bomo našli ravno tako odgovor, tako kot prej v genetiki. In je zadnji 2 desetletji sta prinesli ogromno nekih spoznanj o novih in novih genih, ki lahko, če so okvarjeni, povzročijo, da motorični nevroni zbolijo.
vidite, da seznam se nadaljuje, ne, da je še zadnje leto, nekaj mesecev nazaj, spet nov gen odkril, to pomeni, da nimamo še popolne slike niti glede tega, kaj je vzrok za to bolezen. Kako odkrivamo takšne gene? To je spet nekaj tazga, kar zahteva ogromne napore. To ni nekaj tazga, da se ti da za malo sreče najdeš nov gen, ne, ampak je zelo sistematično delo ogromnih skupin znanstvenikov in seveda velikih finančnih sredstev. In če se spomnite, zdaj že nekaj let tega smo se po celem svetu polivali za ledeno hladno vodo, ravno zato, ker so ugotovili, da je sredstev, da bi lahko učinkovito raziskali in našli zdravljenje in zdravilo odločno premalo, ker gre spet za redko bolezen in da je treba poiskati mogoče malo drugačne načine zbiranja denarja in tisti način, ki so ga takrat naredili spomnite, Facebookom, ne, socialnimi mediji, tako je bil zares zelo učinkovit in je postoteril količino denarja, ki je bilo na voljo za raziskave. Marsikdo se je spraševal, je to samo še eden od nategov, da je nekdo v žep pospravil ogromno količino denarja. Jaz vam lahko rečem, da ni, če ne drugega z tega stališča, da recimo vsaj en od teh genov na seznamu je bil odkrit tudi s pomočjo tega denarja. Ogromna skupina znanstvenikov, med katerimi smo tudi slovenski, ki je s pomočjo analize številnih genetskih zapisov pacientov ugotovila še en nov gen, ki predstavlja tveganje za bolezen, ki lahko predstavlja tudi možnost zdravljenja. Se pravi, ker je tako malo teh pacientov, je potrebna pomoč, da zberete čim več podatkov skupaj in pogledate, kaj se dogaja. Edini način je, da sodelujemo preko meja, ne? Se pravi, da se po celem svetu in znanstveniki in bolniki združijo in potem z 10 tisoči, brez pretiravanja, gre za 10 tisoč bolnikov z pregledom genetskega zapisa, najdejo novi geni. Vidite, da z leti razvoja je to še vedno eksponentna krivulja, kako se novi najdejo. Nažalost, to, da je toliko genov, pomeni tudi, da je iskanje zdravila bistveno bolj težavno. Zato, ker vsak gen bo imel nek svoj način zdravljenja, najverjetneje. To pomeni, da pri tej bolezni že vnaprej vemo, da ne bo enega zdravila, ki je super učinkovito in ga bo pozdravilo to bolezen, ampak da se bo treba, tako kot sem prej kazal, spopadati z vsakim tem mehanizmom posebej, zato ker eni od teh genov povzročijo motnje v delovanju RNA molekul, ene v tem transportu snovi v celicah, ene v tem, kako se celica komunicira z mišico in tako dalje. Tako da je teh mehanizmov nažalost tako veliko, da teh eno zdravilo samo ne bo moglo pokriti. To se kaže tudi tako, da to so črte slabšanja bolezni pri posameznih bolnikih, vsaka črta predstavlja enega človeka in vidite, da je tudi neka ogromna heterogenost tudi od človeka do človeka, tako da tudi zgodbe ljudi so bistveno razlikujejo. To so recimo slovenski bolniki, to pa nemški bolniki in vidite, da je podobna zgodba. Eni bojo imeli leta in leta stabilno stanje, drugi se bojo pa lahko že v nekaj mesecih poslabšali iz čistega zdravja do v resnici tudi do smrti. Ne. Je to tudi odgovor na vprašanje, zakaj od konca 19. stoletja, ko je Charcot prvi opisal zares to bolezen, pa vse do danes kljub vsemu znanju še ni zdravila, ker je tako heterogena? Ja, mislim, da je to ena od glavnih stvari, ker tudi če hočeš raziskati učinek nekega zdravila, potem seveda je to bistveno težje, če je pri vsakem človeku potek bolezni čisto drugačen in je potem izredno težko primerjati, kaj je učinek zdravila, kaj je potek bolezni same in je to ostaja en od velikih problemov pri nadaljnih raziskavah. To je en zelo svež poskus tega, da bi se mogoče vsaj delno premostili te težave. To je nekaj, česar se v Evropi lotevamo zdaj skupaj in sicer tako, da bi spet za sodelovanjem različnih držav, tudi Slovenije, skušali iskati zdravila za to bolezen na nek tak čisto sodoben način, ne več zdravilo po zdravilo, ampak da bi se hkrati vzelo več zdravil, glede na značilnosti posameznih bolnikov, presodili, katero zdravilo bi bilo boljše za katerega posameznika in podobno in mogoče na ta način našli neko avtocesto, ki bo prej vodila do terapije kot s tem standardnim desetletja starim načinom.
naj počasi zaključim. To je naša skupina na nevrološki kliniki oziroma na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, ki se ukvarja z boleznijo ALS. Lahko rečem, prijetna ekipa strokovnjakov, medicinskih sester, zdravnikov, fizioterapevtov, psihologov in tako dalje. To je del naše simpatične skupine, ki pije pivo z Davidom, ki je bil v Sloveniji, ki nas je obiskal in ki nam je vse skupaj, se mi zdi, pustil eno blazno pozitivno izkušnjo, ki jo je Mojca tudi, kar se mene tiče, čudovito ujela v 4 oddajah radijskih, ki so dostopne tudi na internetu. Tudi mi sodelujemo z bolniki, z društvom distrofikov in samo na tak skupen način, ne, da prepoznamo, da to ni borba en proti drugemu, ampak da je to borba vseh nas proti bolezni, si želimo in verjamemo, da bomo nekoč lahko govorili o teh boleznih kot o nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti in česar ni več. In to sta Mojca in to sta Renata, ki bi se ima rad danes presenečena, ki bi se rad danes zahvalil, ker se mi zdi, da zelo pomembno, tudi Mojca vidite, da je z Davidom tukaj, zelo pomembno prispevata k temu, zaradi česa smo tudi danes tukaj, k temu, da se znamo pogovarjati o teh boleznih, da znamo izpostaviti pomen znanosti, da na nek način se ne skrivamo v laboratorijih, pa dela vsak svoje delo, pa pacienti s svojimi težavami ostajajo tam, pa zdravniki v ambulantah, pa raziskovalci v laboratorijih, vi pa doma gledate televizijo, ne, recimo Dobro jutro, ampak da gledate kakšne takšne oddaje, ki bojo vsem nam, ki nam dajo nekaj, ki nam dajo neko recimo pozitivno misel in spodbudo za prihodnost. In jaz sem zelo vesel tudi zato, ker ko smo se mi pred dobrimi 15 leti zamislili, da bi bilo super, če bi lahko novinarji nam pomagali pri širjenju teh informacij. Se spomnim, da je Edo Pucar v 24 urah rekel, zdaj pa lahkotnejši temi teden možganov, ne? Pa smo bili vsi tako razočarani, kako ne znamo. Ne? Tako da mi je danes tako veselje, da imamo take kolegi, prijateljce, ki znajo na prav način in na dober način in lepo o teh stvareh govoriti. Mojca je naredila, koliko dajo možganih zdaj že? Jutri bo 226. Sem mislil, da več kot 10 oddaj o možganih se ne da narediti. Saj smo se danes naučili, da je vprašanj več kot odgovorov, ne? Tako da vsaj še za nekaj let upam, da bo to trajalo. Ampak jaz bi vprašala, Blaž, prej smo videli skupino za ALS, to je pa tudi nekaj posebnega, kar imate na vaši kliniki, ne, v kateri sodelujejo, kot si rekel, ne samo zdravniki, nevrologi, ampak tudi socialne delavke, psihologinje in tako naprej. Kajti, če govorimo o teh težkih boleznih, se je treba zavedati, da ne samo bolnik, ampak tudi okolica, pa njegovi svojci, to potegne za sabo veliko vprašanj, če se odmaknemo od celic, pa genov in tako naprej. Take težke bolezni so seveda tudi model ali pa spodbuda, da začnemo razmišljati o tem, na kakšen način bi bilo treba organizirati, lahko rečemo, zdravstveni sistem ali pa tudi širšo neko oskrbo, obravnavo. In jaz moram reči, da ravno skozi takšne bolezni smo v vseh teh letih vsaj zelo veliko vprašanj novih odprli, ne, mogoče tudi kakšen odgovor našli, ki so relevantna tudi za druga področja. Ne. Verjetno bi večino bolezni bilo smiselno obravnavati na tak način, ne, da je vključena družina, to je nekaj, kar je smiselno tudi drugače. Ne. Ampak pri nas je to pravilo, ne, ko nekdo pride k zdravniku, ne pride en pacient k enemu zdravniku, ampak stopi družina v sobo, kjer je ekipa tega tima, ne, tako da nas je tam 10 do 12 ponavadi vedno ambulanti in je včasih seveda veselo, včasih žalostno, ampak na vsak način pa mislim, da bistveno prispeva k temu, no, kako obravnava poteka. Kajti tista prispodoba polivanja z ledeno vodo je verjetno tudi tisti občutek za posameznika, ko dobi to diagnozo, da ga verjetno kar strese in polije in oblije. Ja, 20 let nazaj je človek za boleznijo ALS, ko so postavili diagnozo, mu je nevrolog povedal, imate ALS, umrli boste zaradi tega nasvidenja, nihče vam ne more več pomagati. Ne. To se je zdaj bistveno spremenilo, ne, tako da skušamo tudi tam,
kjer ne moramo narediti veliko, pa narediti vsaj nekaj malega in pomagati recimo pri tem, da ima človek lahko ohranja komunikacijo z računalnikom, da ima lahko enkrat na leto rehabilitacijo v Izoli, da ima lahko, to je zdaj novost od lani, ne, pomočnika, asistenta osebnega, ki doma skrbi za njega, oziroma da ima lahko jih celo 6, ne, 24-urno oskrbo in tako dalje. Ne. David, ki ga vidiva tukaj, je še nekaj posebnega, kajti s to boleznijo živi 10 let in pravi, da ta doba mu je omogočila tudi, da je sam pri sebi lahko tudi psihično si toliko pomogel, da zdaj res živi svoje sanje in potuje od Baltika do Balkana in se kopa v jezerih, kjer se počuti, kot da bi lebdel v vesolju. Ja, vsi smo za določen čas na tem svetu, samo da večina od nas o tem ne razmišlja. Ne? To je najbrž bistvena razlika. In da pogosto ne živimo tako, kot bi živeli, če bi pomislili na to, ne? Da je naš čas omejen. In tega se on seveda zelo dobro zaveda in polno izkorišča. In mogoče je tudi to misel, preden predam vam čas za vprašanja, s katero lahko zaključiva vse to in poveže vam, če gre za eno tako fascinantno povezovanje med različnimi molekulami in nevroni, je to lahko tudi prispodoba za naše življenje na nek način, na to prostrano vesolje in povezovanje vseh vrst, ki nas dela bogatejše, če to znamo videti. Ja, jaz mislim, da vsaj skozi to delo, ki ga zdaj recimo 20 let opravljam, je mogoče glavna stvar to, da sem spoznal, da res tako kot ekipa, sodelovanje, ne, in da pa to, ne, da se je treba imeti dober. Ne. Vse, če se imamo radi, se imamo dober. Ne. Mislim, da lahko prikimamo, docent dr. Blaž Koritnik, hvala lepa za to predavanje. Hvala. Zdaj pa bi kar vas pozvala pogumno s svojimi vprašanji, eno roko že vidim tam zadaj, pa bom predala mikrofon in boste vprašali, prav? Čir, jaz imam 2 vprašanja. Eno tako kratko, bom s tem začela, pa še nekaj, ki se na ALS nanaša za mojo kolegico. Prvo tisto je, kako pri sladkorni bolezni, ki pride do okvare živčevja, vpliva to na mišice, pa koliko se da pomagati. Sladkorna bolezen je bolezen, ki prizadene vse sisteme v telesu preko žilja in tako naprej in tudi živčevje na žalost. Večinoma so to spremembe, na katere lahko vplivamo predvsem tako, da imamo sladkorno bolezen čim bolj pod nadzorom, da bi pa znali aktivno popravljati tiste okvare, ki enkrat že nastanejo, pa se na žalost večinoma ne da. Zdaj bi pa zala, sem tle v imenu moje prijateljce, njej so diagnosticirali PLS. Njej se to zdaj dogaja že dobre 3 leta, pa me zanima, menda, da kakšnih raziskav takih, da bi potrdili, da to je ni. Preiskavna, ja. Mislim, kakršne koli, ne samo teoretična diagnoza. Ja, o tem nisem govoril sicer, ampak nekatere od teh bolezni so takšne, da obstajajo testi, ki praktično 100% potrdijo, da gre za to bolezen. Recimo, če gre za neko genetsko bolezen, katere vzrok poznamo, potem pošljemo v laboratorij testiranje genetskega zapisa in pride jasen izid ven. Določene bolezni so pa takšne, ki nimajo nekih prav specifičnih testov, ki bi 100% potrdile, in ALS je ena takšnih bolezni, kjer nimamo testa, ki bi se pobarval rdeče, pa bi pisalo, to je sigurno ALS. Po drugi strani je pa večina teh oblik ALS zadosti tipičnih za tem potekom, ki prizadene samo te celice za gibanje, ki se postopno slabša in tako dalje. Tako da v resnici nekdo, ki ima nekoliko več izkušenj, kar smo recimo tisti, ki se ukvarjamo že leta in leta, nima velikih težav, da prepozna to bolezen kot bolezen ALS ali PLS. Vi ste rekli PLS, to je ena od podoblik, to je tisto, ki sem kazal, da pri vsakem človeku praktično lahko poteka drugače in to je ena od oblik, ki ima celo svoje ime, ker ima spet neke določene značilnosti. Za to obliko je recimo značilno to, da bistveno počasneje poteka kot tista klasična oblika. No.
Zdaj ona je bila lansko let v Laškem, tam je imela pač različne terapije in ko se je vrnila, je imela kar lep napredek, ne, že marsikaj lahko več počela, seveda pa, ko si sam doma, pa manj vadiš, je pa to spet nazadval. A to še vedno, če je ona napredovala, še vedno pomeni, da si lahko s tem pomaga, ali je to pokazatelj, da mogoče ne gre za PLS? To je zdaj, karkoli bom rekel, bom nasplošno govoril. Ne. To so sigurno stvari, o katerih je najbolj se pogovoriti s tistim nevrologom, ki gospod pozna. In jaz sem rekel, da sem nevrofilozof in kler res ne bi rad filozofiral o nekih teoretičnih stvarih, zato ker je to od človeka do človeka lahko čisto različno. Ne. Dober večer, moje ime je Tilen Vidmar. Najlepša hvala za to lepo predstavitev, pa tudi za kakšne modre misli, ki smo jih lahko vmes slišali. Jaz bi imel tudi dvoje vprašanj in sicer prvo se nanaša na primer, če se zgodi, če imaš ob rojstvu kakšno tako mogoče mišično bolezen, kot je recimo večja nagnjenost k recimo hiperlaktičnost sklepov, znižan mišični tonus. A to lahko mogoče že kaj pove, da boš v kasnejšem obdobju v življenju naletel na kakšno izmed teh bolezni oziroma da se kakšna od teh bolezni že projicira na ta način v mladost? Večinoma ne. Določene težave so toliko razširjene, ne, tako kot recimo trzanje mišic. Trzanje mišic je na primer nekaj, kar je značilnost bolezni ALS, ampak je najbrž samo en majhen odstotek vseh, ki nam trzajo, sem vam najbrž, tu pa tam, ne, trza mišice, res ta bolezen. Pri veliki večini pa to ne in podobno je z drugimi takšnimi težavami. Seveda je lahko kakšna takšna bolezen, se začne v zgodnjem obdobju kot neko, ne vem, recimo neka ohlapnost ali tako naprej. Ampak to samo po sebi je pa v vsakem primeru premalo, da bi kar iz tega že lahko sklepal, da gre za to bolezen. Je tipično vedno še nekaj zraven. Ne. Vedno so neke konkretne spremembe, neka mišica ne deluje dobro, neka mišica je slabo razvita, šibka. Za vse te bolezni je predvsem značilna tako imenovana mišična šibkost. Se pravi, da, ampak to ne šibkost, tako kot imamo mi občutek, da smo popoldne malo utrujeni, ne, pa da malo težje vstanemo, ampak to konkretna šibkost, da recimo nekdo ne more po stopnicah hoditi, ne, da mu recimo stopala padajo in udarijo, pa tako da take zelo konkretne stvari. Ne. Ponavadi, če se nekdo sprašuje, je kaj narobe ali ni nič narobe, to ponavadi pomeni, da ni nič narobe, ne, ker je ponavadi neka velika konkretna stvar. No. Hvala. Drugo vprašanje pa je, se pravi na ta preboj, ki ga je naredila znanost v zadnjem času, kar se tiče genske terapije in pa te učinkovine, kot ste rekli, kot ste omenili Zolgensma. Me zanima, kaj vi mislite, je to zdravilo, v bistvu ta razvoj gre to v slepo ulico, a bi to lahko čez leta postala mogoče platforma, ta način preko te virusne infekcije, a bi to lahko postal en platformski primer tudi za ostale bolezni podobnega tipa? Hvala. Ja, zelo verjetno bo nek ta osnovni princip tisti, ki bo veliko lahko pomagal tudi pri velikem številu drugih bolezni, zato ker treba je upoštevati, da tudi veliko bolezni, ki na prvi pogled nimajo genetskega vzroka ali pa nimajo neposrednega genetskega vzroka, so pogosto povezane vsaj z neko nagnjenostjo, že sladkorna bolezen in tako dalje. Ne. Tako da je število teh bolezni, ki imajo vsaj delno neko genetsko podlago, ogromno. Po drugi strani se pa tudi ta tehnologija razvija še naprej. Ne. To je zdaj sam prvi korak, te virusni, zdaj tisto, kar ste najbrž že velikokrat slišali, je neka tehnologija, ki se reče CRISPR, kjer gre zares za to, poenostavljeno povedano, kot da bi razvili neke škarice, s katerimi izrežejo in popravijo nek del. Ne. In to sama tehnologija ima blazne kapacitete, celo takšne kapacitete, da se lahko kot družba bojimo tega, kako daleč bomo na ta način lahko šli. Zato ker teoretično bomo lahko začeli popravljati tudi
majhne nenormalnosti, ne, bomo začeli popravljati, ne vem, barvo las in tako naprej, ne, teoretično se bo tudi to dal in kle bomo verjetno tudi kot družba pač mogli precej jasno se odločiti, koliko daleč z razvojem gremo, koliko ne. Znanstveniki so pač zvedavi in bojo razvijali stvari, ne, znanstvenika je težko prepričati, ne gre razvijati nekega novega načina, ker je ta neka notranja zvedavost tako močna, tako da kle pač je pol tudi seveda stvar družbe, da določene stvari pusti, določene stvari jim pripre vrata, ampak kar se tiče pa seveda medicine pa zdravljenja nekih težkih bolezni, pa najbrž ni neke dileme, da bodo vsi ti pristopi prišli upoštev v primeru raznih bolezni in je to sigurno samo prvi korak in v naslednjih recimo desetletjih se bo na tem področju ogromno novih stvari zgodilo. Dobar dan, jaz sem Maruša. Mene pa zanima preventiva, če ima recimo redko bolezen, jaz imam konkretno hčera bolano, posledice pač te genetske bolezni so jasne, bolezen je redka in me zanima preventiva. V našem sistemu, kar se mi zdi, kar sem jaz prebrala, da so metode, ki pomagajo zadržati napredek bolezni, da je že recimo neka masaža, fizioterapija redna, zdrava prehrana, dodatki in tako naprej. V primerjavi naprimer s temi zdravili, ki govorimo o astronomskih cenah za družbo zanemarljiva, pa vendarle, ko prideš na to, da bi dobil eno zdravstveno oskrbo tako redno, so vsa vrata bolj ali manj kar zaprta. Vsaj moja izkušnja je taka. Ja, to je treba, to seveda velika dilema, kaj je učinkovito zdravljenje, ne, tudi pri teh dragih zdravilih je tako, da nekateri učinki niso veliki, pa jih vseeno imenujemo zdravljenje in uporabljamo, registriramo, ne, in ne, recimo financira zdravstveni sistem. Problem teh ukrepov, ki ste jih našteli, je to, da je nažalost vseeno velika večina teh ukrepov, tudi če na nivoju posameznika lahko pripeljejo do nekega izboljšanja ali pa začasnega izboljšanja pa tako naprej, da je vseeno učinek takšen, da ko so delali, če ste prevideli velik seznam tistih študij, tam so bili noter skriti tudi vitamini naprimer, ne, in podobne snovi, ki jih uporabljamo recimo kot prehranske dodatke, da se nažalost, ne, vašo, mojo in žalost vseh drugih, ni izkazalo, da bi bil ta učinek toliko velik, da bi se te snovi ali pa te ukrepi uvrstili v seznam, ki bi jih zavarovalnica povrnila. To je treba pač upoštevati, da način, kako se testira ta zdravila, je strog in predpisan. Zato, ker če bi uporabljali različne vrste zdravljenja na ta način, da bi rekli, meni se zdi, da je unmu pa malo boljš, ne, pol bi bila kle velika zmeda, ker kle imamo pol naenkrat milijone različnih pristopov, interesov in tako naprej. Tako da družba mora imeti nažalost, ampak mora imeti strog znanstven način preverjanja učinkovitosti. In za recimo masaže in vitaminske dodatke se pač ni izkazalo, da bi zares imeli konkretno učinkovitost. Zadnje smernice Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z preprečevanjem demence so na primer zelo jasne, da vitaminski dodatki ne pomagajo pri preprečevanju demence, pika. Ne. Pa čeprav si vsak od nas predstavlja, pa sej mora biti ja dober, če malo kakšen vitamin vzameš, ker vitamini so dobri za zdravje. Ampak včasih stvari niso tako enostavne, kot bi jih človekrat za svojim razmišljanjem si predstavljal. Ne. Tako da tukaj je pač tako. Vsi bi si želeli, da bi imeli poceni enostavne načine za zdravljenje takih bolezni, ampak jih spet ni toliko. No. Jaz smo pa vprašanje glede matičnih celic, shranjevanja matičnih celic od dojenčka. Ja, težko rečem, da sem strokovnjak na tem področju, ne, tako da lahko vam povem tako neko svoje laično razmišljanje, odkar so moji otroci zadosti veliki, se tudi osebno ne ukvarjam več s tem, ne, ker se je vsak srečal s tem, a bi dal ali ne bi dal, ampak tako približno
Moj občutek je, mogoče se tudi motim, da razvoj v znanosti glede matičnih celic je vseeno šel v teh letih toliko naprej, da zdaj ni več toliko pomembno, da imaš ti shranjene matične celice od nekoga iz popkovine in tako naprej, ampak da se danes da v resnici iz celic kože vsakega od nas te matične celice ustvariti, razviti in jih potem v laboratoriju spreminjati. Ne. Tudi o teh boleznih, ki sem jih omenil, je en pristop in en možen način zdravljenja, da bi recimo uporabljali matične celice, ki bi nadomestile te živčne celice. Tako da se zdi, da z razvojem znanosti je mogoče ta pomen tega shranjevanja zdaj malo kvečemu manjši, zato ker so drugi načini, da pridemo do teh celic, ki so lahko učinkovite. Ne. Ampak se pravim, to je bolj moje laično razmišljanje, tako da to je boljše vprašati nekoga, ki se spozna na matične celice. Imamo na splošno v družbi in to je tudi, se mi zdi, velik pomen novinarjev ponovno in družbe, da dajmo poslušati tiste, ki se spoznajo na stvari, ne. Dajmo poslušati recimo tiste, ki se spoznajo na cepljenje, kaj si mislijo o cepljenju. Dajmo vprašati tistega, ki se spozna na ALS, kaj si mislijo o ALS, pa tistega, ki se spozna na matične celice. To se mi zdi tak recimo malo širši princip, ki ga mogoče v naši družbi vedno manj uporabljamo. Vse znamo, ne? Pa ni čistko, nažalost. Ja, res je tako. Drugo vprašanje, poškodba hrbtenjače, a je kaj napredka? Tako. Ja, zelo malo. Poškodba hrbtenjače ostaja ena od, to področje živčevja v hrbtenjači je tisto, ki je zaradi evolucije iz raznih razlogov že zdavnaj izgubilo ta potencial popravljanja, ne. Vse ostalo se zelo dobro zaraste, če si kaj zlomiš, pretrgaš in tako, tisti je pa iz nekih razlogov ostalo tako in to, da bi to premostili, zaenkrat še vedno nič kaj novega ni. Matične celice so pokazale, da lahko mogoče izboljšajo neko okolje, v katerem to poteka. Zelo veliko si obetajo na tem področju, predvsem v povezavi z računalniki, roboti in tako naprej. Se pravi, da bi se mogoče določene funkcije, ki so zgubljene, preko računalniških in robotskih obvodov spravile spet v pogon in najbrž bomo videli ljudi z poškodbo hrbtenjače čez 50 let, ki bodo z nekim sodelovanjem robota lahko hodili. Ne. To bo najbrž en razvoj tega. Ta medicinski, da bi se zares popravilo, ni tam, kjer bi si želeli. Ja, ampak to so vseeno zaenkrat eksperimentalne študije. Povsod, kjer to delajo, so to manjše skupine, kjer preizkušajo. Včasih so tudi te izsledki teh raziskav prikazani mogoče malo preveč pogumno, kot ima to zares vpliv. Ne. Tako da, če bo neka stvar dobra, a veste, če na Japonskem nekdo pogrunta, da je neko dobro zdravilo za to bolezen, v današnjem času ni razloga, da to ne bi v 10 minutah prišlo v Slovenijo. Ni razloga. Ne. Mislite, da je? Ja. A ja, to pa ja. Mislim, to je povsod po svetu, seveda, povsod po svetu, ampak je drago, kot hudič, ne. To so milijonski naprave zaenkrat. Ja. Nismo daleč, zdaj pri ALS, ki je podoben problem upravljanja komunikacije, veliko ljudi uporablja recimo z očesnimi gibi komunikator in tudi ta korak, da bi lahko z možgani usmerjal voziček, najbrž ni tako daleč, to je pa res. Ja. Torej, razvoj tehnologije, umetna inteligenca, različne elektrode in tako naprej lahko pri tem. Hvala lepa vam za vprašanje, hvala lepa vsem, da ste prišli, da ste bili radovedni, da ste dobili nove odgovore. Tukaj že nekaj časa tudi napoved naslednjega srečanja, ki se bo ravno to odvijalo 26. februarja. Takrat tudi o stvarih, na katere vplivajo človeški možgani in naša prihodnost na planetu, ki ne raste. Profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj bo takrat gostja, z njo pa se bo pogovarjal kolega Jan Grilc z Vala 202. Jaz vam pa lahko samo še zaželim prav lep večer, upam, da boste razmišljali kaj o svojih možganih in jih tudi s pridom uporabljali in vse lepo, kar nam omogočajo. Hvala še enkrat.